No, moram povedati, da smo zdaj 40 minut klepetali. Fajn je bilo. Urša, Pozdravljen. živijo. Prva stvar, bi se ti res rad zahvalil za to, da si tukaj. Z veseljem, hvala za povabilo. Zdi se mi pomemben, da določene teme, čeprav večkrat sem zdaj že doživel, ker naslov tega podcasta je Gradbeni dnevnik. Vsi pričakujejo, da se bomo pogovarjali, kako se cegle skupaj zlaga, pa ne vem, kako zdaj streho narediti. Podcastov na temo gradbeništva je veliko, materijala zato je veliko. Gradbeni dnevnik je pa mogoče vseeno bolj razmišljal o grajenju življenja skozi prizmo gradbeništva, to je dejstvo. Ampak dejstvo je, da ljudje smo pogojeni s tem, kakšne imamo odnose, kakšne imamo ljudi okoli sebe. Ja. Kako to razvijamo, zakaj to razvijamo. In sem res vesel, da imamo danes strokovnjakinjo z tega področja. Dej, odkje, zakaj in kako si strokovnjakinja, bom pa prepustil besedo tebi. Ja, hvala tebi za povabilo. Se na nek način se tudi jaz ukvarjam s tem, kako zlagamo cegle. Samo kako jih zlagamo, kako so zloženi že znotraj nas, kako videti, če je kakšen cegel mal štrli, pa ga je treba naštelati, da bodo stvari bolj stabilne. In kako zlagati cegle, rečemo temu, tudi v odnosih, v ekipah, da bo tudi ekipa recimo, močno zdržala. Ja, jaz sem sicer po izobrazbi psihologinja in se ukvarjam tudi z podpiranjem vodij, se pravi leadership, coachingom in tudi terapevtski vidik vključujem. Se pravi, me zelo zanima, kaj dela ljudi in zadovoljne in nezadovoljne in kaj dela, kaj ustvarja močne time in ljudi, ki vodijo tako jasno kot sočutno. Vzgib, da si želiš to početi, ker to ta shrink therapy, da ljudem radi gledamo v glave, če smo v gradbenem dnevniku, vemo, da za obrtnike je to, verjamemo to, da se to spreminja, ampak odkje ta vzvod, da si želiš tega delati? Ja, moja izkušnja je bila, jaz sem šla najprej študirati pred psihologijo, sem študirala angleški jezik. In takrat sem jaz prvič začutila, da to pa mogoče ni to. In mi je manjkalo mogoče že v srednji šoli, da bi imeli malo več tega samopoznavanja. Se pravi, kdo pa jaz res sem? Česa si pa jaz res želim? In hkrati sem imela v tistem obdobju izkušnjo, ko so se mogoče malo majale stvari znotraj družine in sem imela izkušnjo lastne terapije. Kolegica je imela dobro izkušnjo s psihoterapijo in sem rekla, jaz pa vidim tudi neke vzorce, nosim iz družine, občutke, ki mi niso jasni in mogoče bi pa jaz to tudi šla probati, se malo pogovoriti. In meni je takrat tako meni je bila to prelomna točka pri 24 letih, zdaj že 20 let nazaj. In me je to toliko potegnilo in ko sem videla, da kakšna je razlika, ko imaš ti res nek prostor, kjer nisi obsojen, kjer lahko te cegle najprej malo zložiš ven, pa pogledaš, kaj se je tam in potem rasteš v neki podpori z nekom, ki je tam sočutno, z nekom, ki ima res en tak prostor, ki ti lahko pomaga rasti, brez nekih svojih mogoče vzorcev, ki jih spet ne nosimo. Lahko odprej, ki pa vpliva seveda na družinske odnose. Kaj bi pa rekla, da je najtežji del tvojega poklica, poslanstva? Kaj je tisto, kar predstavlja ti pol največji izziv sami pri sebi? Jaz dejansko, če se še majčkeno na poslanstvo vrnem, to je bil del moje zgodbe in jaz čutim, se mi zdi že preko tega raziskovanja psihologije res, da je nekaj moje poslanstvo to, da razumem stvari in jih potem prinašam tudi ljudem, da bi boljš živeli, da bi boljš se razumeli. Mogoče mi je bilo tekom tega, zato ker tako globoko čutim to poslanstvo, mi večino stvari, ki so povezane s tem, niso težke. Mogoče mi je bilo še najtežje narediti ta preskok iz jaz želim ljudem samo pomagati, do jaz moram pa zdaj to predstaviti in kot podjetnica tudi prodati. Tukaj so bila moja mogoče tudi prepričanja o tem. Jaz bi če ne bi denar obstajal, jaz bi to počela brez, da sem plačana.
Ta del mi je bil mogoče najtežji, pa ko srečam nekoga, ki vidim kot psihologinja z toliko leti terapije na sebi, toliko študija, res vidim zdaj vzorce pri ljudeh. In težko mi je, kadar je nekdo očitno v enem vzorcu, ki je destruktiven ali do njega samega, ali pa do bližnjih, pa tega ni pripravljen spremeniti. Ta del mi je najtežji tako osebno začutiti. Ja, videti, da oseba mora dostakrat priti do tega sama. Ni pripravljena ali pa ni še čas za to. Ja. Pravijo, da a se boš premislil, pa boš nekaj naredil, ali pa boš eni morajo toliko po tleh rukant, toliko močno negativno izkušnjo, da doživijo reset, da res vidijo, da tako pa ne ušlo. Sem to je ful škoda. Se strinjam. Lahko uničeš sebe življenje do neke mere, pa še kakšno drugo okoli sebe. Res je. In moj prvi slovenski espej se je imenoval Živeti polno. In tako, ko sem gledala nazaj, je bilo tako malo. Ampak, a veš, da je bilo zanimivo, zdaj, ko smo prej Frankla omenjala, da v bistvu Franklov kredo je dosti podoben. Je v resnici to življenje dragoceno. In dajmo ga živeti odgovorno. Do sebe, do drugih, do vsakega dne, ki nam je dan, do vsake interakcije, ki nam je dana, do vsakega človeka, s katerim sedimo. Kaj pa zate pomeni pojem odgovornosti? Kako ti to vidiš? Kaj je ta odgovornost? Ja. Zelo različno. Tako kot sem prej govorila, odvisno kateri poziciji smo. Kot vodja sigurno imam jaz tudi odgovornost do svojih zaposlenih, ki je mogoče malo drugačna kot odgovornost, mislim, seveda tudi zaposlenega, da dobro opravi svoje delo. Ampak mogoče spet ta kontrast svobode pa odgovornosti. Se mi zdi, da oboje je nujno. Rabimo in po obojem hrepenimo tudi ljudje. Tako po smislu kot svobodi imamo to svobodo, da izbiramo, kakšni ljudje bomo in imamo odgovornost tudi do tega, kaj izberemo na nek način. Do izbir. Misliš, da se res vsi želijo tega? Te prevzemanje, te odgovornosti. A ni večina ljudi, da to je krivo, ta je kriv, to je krivo, on je kriv, to je krivo. Se mi zdi, da je manj takih ljudi, ki grejo vase, pa iz sebe izhajajo, ok, kaj jaz lahko naredim, da bo stvar drugačna. Vsi imamo to željo po smislu. To je absolutno tisto, kar je spet Frankl tudi že v koncentracijskih taboriščih ugotavljal, ne glede na kakšne pogoje človeka žene smisel, da najde smisel. In je pa kriza, je pa sigurno tudi kriza tega smisla, neko obdobje, kjer mogoče kot družba ni tega prostora in je lahko tudi to prevzemanje odgovornosti nekaj, kar potem, čeprav bi ljudi pelali, kljub temu, da mogoče ni prijetno. In tukaj so tudi mogoče pri teh delih, različnih delih nas. Če je en del mene, ki reče, to se mi ne da narediti, pa en drug del mene se je že dovolj ukrepil, da reče, mogoče se nam ne da, ampak je pa pomembno. In je odgovorno do mojega projekta ali do sočloveka. To je ta disciplina. To je tudi, koliko se bomo na temu potem posvetili, pa koliko spet imamo lahko razumevanje in sočutje do različnih potreb tudi znotraj sebe. Ampak tisto, kar je pa fajn, da nas vodi, je ta odgovor na to, kdo si jaz želim biti. Kdo si jaz želim biti kot oseba, kdo si jaz želim biti v odnosu do soljudi. Kakšno si želim biti tudi kot vodja. Konec konca, ali pa če greva z druge plati, če gremo ta mortality motivation na konc življenja, pa pogledamo nazaj, pa si predstavljamo, kdo je tam, zakaj so tam, kakšna oseba sem bil, kaj sem zgradil, kaj sem doživel. Je to tudi neka res spet odgovornost do življenja, konec koncev. Ta meditacija v smeri tega, da si predstavljaš lastno smrt, pa moment, kdo si takrat v tistem momentu, je lahko vsaj delno transformacijska. Zato, ker v smrti se danes, ne vsi, tudi se na kjer konc sveta greš, ampak to smrt ful različno doživljamo. Če sem pa direkt se vtaknem v gradbeništvo, je pa fora, da smo pa ne vsi, ampak se je treba zavedati, da v gradbeništvu je pa smrt nekaj, kar je lahko zelo hitro. Zato imamo toliko
izobraževanj, papirjev, a ne ta varstvo pri delu, ta segment, ne. To je tako močno razdelan, zaradi tega, ker ne vem, tudi te projekte, ki jih mi recimo izvajamo, je sej v večini primerov, hvala Bogu, zato imamo te pravile, se nič ne zgodi, a ne. Ampak smo pa zelo hitro lahko v korelaciji tega, da nekdo lahko se smrtno ponesreči. Ali pa poznam primer, ki je zaradi neprevidnega ravnanja na delovišču je fant padel dol, nesrečen slučaj, ampak hrom, ne. In ko greš pa ti v refleksijo lastne smrti, ne, kdo si takrat, a ne, jebem ti, ne vem, če si kdo predstavlja, da je hroma, ne. Ja. Ampak realnost je pa taka, da je to lahko zelo hitro, ne. No, tam je zanimivo, no, od smrti hoditi nazaj. Pa po eni strani je osvobojujoče, no. Sigurno. Kaj enkrat bomo vsi umrli, to je dejstvo. Točno tako je. Moja stara mama pravi, tudi ti už star, če ne už prej crkno. Ja, in so te slovenske modrosti drugače dobre. Ja, in je, a ne, tudi na eni strani, če vem odgovor, kako, kakšen želim biti, kako želim preživeti življenje, če skrajšava ta čas. Aha, kaj pa danes? A lahko sem ta oseba že danes? A sem lahko ta oseba ta teden, ta mesec? Ja, na koncu. In kaj mi hodi na pot? Kaj mi, a ne? Ta jasnost je zelo pomembna, da imam najprej jasen odgovor, kaj si želim, kaj me vodi, zakaj sem tukaj na nek način. In potem, what gets in the way. Kaj so pa tiste stvari, ki me spotikajo, kjer me pa življenje tudi vabi, spet ena od vragla, ki pač prebiram za zdaj zelo mogoče, v tem. Kaj me življenje uči ali pa kaj me sprašuje. Življenje je tako na nek način, kot da ti vedno neko vprašanje postavlja. Kakšen odgovor želim dati? Sam, če hočeš slišati te vprašanja. Jaz večkrat dobimo občutek, da se ljudje s tem do neke mere se zelo osredotočamo na te materialne stvari okoli nas, na te občutke znotraj nas, pa iskanje razumevanja teh občutkov, imamo pa že manj posluha oziroma je preveč šuma okoli in okoli. Ja. Slišati sploh to, ne? Zato ker ti, ne vem, pa ti telefon cingla, pa je problem, pa je ta problem, pa in se začneš se oddaljevati, pa starejši, ki si lažje. Zato, ker imaš neko smer zgrajeno in dalj, ki si na svoji poti, ne, ti že pa kar nekaj spivotirati. Kljub temu, da si lahko popolnoma nesrečen v tej situaciji. Ne. Ja. In če se zdaj dotaknemo tega, da nekdo je nesrečen v svojem položaju, pa prej si začela s temi vprašanji, kdo hočeš biti danes in gor in dol. Kaj če prvič imava situacijo, ko nekomu to sploh ni trenutno na tej točki intuitivno se to sploh sprašvati, ne? Kje začeti? Pa ne bodi si to zaposlen, vodja, kaj je pod vprašanje, pod temu segmentama, ne? Kje začeti, na kakšen način začeti odpirati sam pri sebi te vprašanja, če si saj na tej točki, da se zavedaš, da v temu, kar sem zdaj, ni to tiste vrste sreča ali pa svoboda, ki bi si jo želel. Ja. Kako začeti? Mogoče s tem zavedanjem, da nismo sami na svetu in obstajajo knjige in obstajajo, ne, malo hecno, ampak se mi zdi res tako, kot si izpostavil. Prva točka je zavedanje, da jaz pa mogoče tudi tukaj pogum, da se sploh priznam. Običajno ljudje, ko pridejo do mene ali v tem terapevtskem kontekstu, ali tudi timi, so že zaznali, da nekaj ne štima. So si dovolili to priznati in so si dovolili neko pomoč nekoga, ki ima pa mogoče en košček sestavljanke. And by no means nimam vseh koščkov sestavljanke, ampak večkrat pa prinesem mogoče ključne koščke sestavljanke ali pa nekdo drug, ali pa neka knjiga, ki me nagovori v zvezi s to temo, ki me žuli, rečemo temu. Saj začutimo klic, ljudje začutijo klic, večino časa. Zdaj nekoga siliti v to, nima smisla. Ne. Kontraučinek. Ne. Se pravi, jaz mislim, da takrat, ko nas začne malo žuliti, je ta pogum, je pa ključen pogum, da si priznamo tole, iz tega se ne znam razplesti sama. To je mene tudi po 24 v terapijo. Jaz ne vem, kako s tem.
nimam znanja, da sploh vem, odkot te občutki, nimam čist dobrega znanja, da, kar se tiče komunikacije, kako ene svoje potrebe skomunicirati. A ne, se pravi, se dovolj biti tudi humble enough, da priznam, ok, mogoče pa mi lahko oseba, ki ima ne. Prositi za pomoč. Ja, pomaga. Sam pa moraš biti odgovoren do tega. Kaj meni se je že parkrat zgodilo, ljudje bi pomoč, pa to pomoč prejmejo, pa niso zadovoljni s tem, kar so dobili. Zdaj ne vem, pač nisem jaz zdaj izobražen, rad pa pomagam ljudem. Tudi v tej sferi se na koncu si človek za človeka. Ja. In polka dobijo to pomoč, jim pa ni všeč. Ja, tukaj bi se jaz spet vprašala, zakaj jim ni všeč, kaj jim ni, kaj mogoče ni ustrezalo. Spet v enem coaching procesu ali pa tako, tudi terapevtsko jaz vedno začnem z, kaj so pričakovanja, kaj si želiš, da je tudi jasno povedano, okay. To pa to lahko jaz ponudim. In jaz vedno rečem, dajte mi prosim povedati, če tudi s tem pristopom, kjer govori pa v različnih delih, tudi če je en del, ki mu gre trenutno nekaj na živce, tudi v zvezi z mano, prosim, dajva to predebatirati, zato da vem, da lahko prilagodimo pristop, da se lahko... Ista frekvenca. Ja. In da je, da je sploh dovoljenje, to nam je toliko manjkalo, jaz mislim, dovoljenje, da se jaz izrazim generacijam pa generacijam. In mogoče zato to bolj prihaja generacije, ki pa se izražajo, ki pa rečejo, to je moja potreba. Saj jaz vem, v moji izkušnji nismo imeli prostora in večina ljudi pri meni ima to zgodovino, nismo imeli prostora se sploh izraziti in se učimo potem, kako jaz sploh lahko izrazim neko svojo potrebo, pa to, kar občutim. Pa ob tem mogoče ne prizadavnem nekoga, to drugi korak, kako lahko pa potem imam še tudi posluh za drugo osebo. Ja, zato, ker poznam en primer, ki bi pa ne bi mogel reči, da nima prostora, mogoče ga ima celo preveč. Kako pa v takem primeru nastopati? Ker on se izraža. To sploh ni problem. Sam ta iz besed v dejanja. Kako pomagati, recimo, ne vem. Jaz sem svoj tim. In zdaj, kako na kakšen način tudi, ne vem, a pa če se postava zdaj v vlogo nekega team liderja, lahko je to vodovodar, električar, da ostaneva v tej naši sferi, ki se mi zdi, da je posebej izzivalna. Na kakšen način zdaj jaz pristopam do nekoga, da ga pripravim do tega, da bo iz te točke, ki smo zdaj, se odločil, zdaj je to biti pogumen, karkoli že on pač rab, ampak to, da ga spravimo iz izgovorov, ker on se zaveda, on priznava, on ve, da rabi pomoč, on to vse ve, dobi tudi na razpolago orodja, s katerimi se lahko pomaga, ampak koraka pa ne naredi. Ja. Kako zdaj, kot lider, kot lastnik, kot odgovorna oseba v končni fazi, pa ne zdaj sam do njega, do sebe, do podjetja, do ostalega tima, do stranke v končni fazi, ker take stvari se odražajo pol na temu, a je stvar tudi na koncu dovolj dobro narejena. Ja. Kako bi ti svetovala, recimo meni ali pa pač nekomu, kako se zdaj lotiti, po kakšnih korakih, pa verjamem, vsak človek je svoja zgodba, ampak kako se lotiti tega, da nekoga premakneš iz te status quo v to, da začne se razvijati, rast v drugačni dinamiki, katere se tudi sam želi. To smo si najjasni. Ja. Kot si rekel, stvari so zelo običajno večplastne, pa odvisno od osebe do osebe, ampak jaz bi rekla, mogoče v timu je spet ta jasnost pa meje, da je na nek način tudi jasno, tako kot si omenil, seveda je posluh in je, če je pogovor in je osebi jasno, kaj jaz tudi rabim, recimo kot vodja v svojem timu, zdaj
če je ves čas poskušanje, pa se stvari ne spremenijo, se mi zdi, da potem pa tudi odgovorna stvar na nek način, da se poslovimo. Podobno kot v partnerstvu. Jasnost in meje. Koga si želim, na kak način. Kdaj pa veš, da je to mislim, nekje je verjeto ljudi, pa sprememba ne pride čez noč. Kako ne pa pol vem, kdaj je pa zdaj čas, da ne se poslovim od nekega tazga človeka? Kje je zdaj to merilo, če govoriva, da smo sočutni? Še pa govoriti na eni uri posebej. Ne vem, tukaj bi rabila res več zvedeti, mogoče od tebe kot vodje, kaj si želiš v tvojem timu, a je mogoče in kater del tebe je ob tem triggered, for lack of a better word, se pa kater del tebe se mogoče ob tem sproža, tako kot sva prej govorila, so lahko neke osebnostne karakteristike, kjer se zatikamo, pa mogoče niso toliko bistvene, če pa je nekaj, kar bistveno vpliva na kvaliteto dela in bistveno vpliva na to, kako se recimo jaz kot podjetje predstavljam, je pa mislim, da tukaj dejansko rabi biti tudi ta meja, če se pač to ponavlja, je pa pač to posledica in ta posledica je tista, kar bo najbrž naučila bolj človeka in ga povabila k spremembi, kot to, nekaj, kar si rekel, kako ga pripravi do tega, da se bo spremenil. Če traje ni neke spremembe, spet, ali je to posledica neke osebnostne strukture, ki se pač ne more spremeniti in je tako, a je to mismatch, kar se tiče osebnostne strukture, tako kot v partnerstvu. Če jaz ves čas pričakujem, da bo, ne vem, moj partner tako pospravljal, on pa tega ne bo, ali bo našel neko srednjo pot, ali pa bo ne. Meni je pomembno, da je moj partner pospravljal tako pa tako, torej bom rekla, ok, skusila sva, adijo, zdaj pa nismo kompatibilni, tudi na nek način pa, ne. Tako da je dejansko, tako, kako nek način razločati. A jaz toleriram neko vedenje, ki ga v resnici ne želim tolerirati? Ali je ta oseba mi to pomeni, da sem to pripravljen spregledati? Meni se zdi bolj to vprašanje mogoče tukaj. Tle prideš zmer do one točke, pravijo, se zaletavaš v steno kabaka, ali pa bilo fajn je to kolnje, Zdaj, ki pa je merilo, je pa zmer, tako kot si prej sama rekla, pa stvar posameznika. Zdaj, postaja pa univerzalno pravilo tega, pa verjetno, da ne. Ne, predvsem to, kar sva rekla, mogoče jasnost pa meje. Mislim, nasploh seveda, če je meni eno vedenje moteče in vpliva name, je fajn, in to zaznam in prevzamem odgovornost za to, da to skomuniciram in da to skomuniciram na en tak način, da je vse en spoštovanje do druge osebe, ampak lahko čisto assertivno odločno. 5-krat smo to že debatirali, 6-tič se je ponovilo, potem res izgubljam upanje. Jaz recimo kot lider se pa pol v takem momentu, zato verjetno ne bi prej namik, da rabim 1 uro zase, sigurno. Da je to ene vrste, ne zdaj tragičen neuspeh, ampak da je to ene vrste neuspeh mene kot liderja. Pa sploh ni mus, da jaz delam stvari narobe, lahko sam nismo kompatibilni. Sam v resnici, kdo je s kom kompatibilen, mislim, po mojem, z nobenim zmeraj je stvar kompromisa, pa smo lahko bolj ali pa manj kompatibilni. A smo lahko? Mislim, v timu je fajn, da imamo seveda različne kvalitete, različne osebnosti. Ker nekomu gre super time management planiranja, nekomu gre super, tako se rekla, domišljija, kreativnost, nekomu grejo super odnosi in vse to rabimo. Ampak če pa jaz rabim, rečva temu, recimo vrednote, ko sva se prej tudi malo z tega persister pogovarjala nivoja. Če je moja ključna vrednota, naprimer spoštovanje, enakost, karkoli že je. Jaz je spet tudi na meni, da se tega zavedam in potem tudi odgovornost na nek način, da ne zaposlim osebe, ki so je te vrednote čistuje. Sam to pa ne moreš vedeti, ne? Mislim, ne moreš vedeti. Kako boš z nekomu na razgovoru ocenil, zato ker on te lahko govori neki,
pa tudi misli, da je to tako, ampak njegova dejanja pa tega ne suportirajo in ti to lahko šele čez opazovanje. No, vse zato imajo v podjetjih, kjer je velika dodana vrednost na zaposlenega, 1001 krog in preizkus, preden nekoga zaposlijo. A ne? Ja. Zdaj v našem sektorju prvič dela nimajo tako visoke dodane vrednosti. Se pravi, se niti ti ne moš finančno ne moš prvoščati ne vem koliko krogov, ker v resnici bo pol ta zaposlen, ki ga boš zaposlil, bo prve 3-4 mesece delal sam zato, da bo pokril te svoje kroge. Ja. Pa ni še nič naredil, a ne, še ni nobene dodane vrednosti. V enih segmentih, a po enih sektorjih je bistveno lažje to filtracijo delati, dočim pri teh bolj na videz preprostih delih, moš pa ti probati. Kako naj jaz nekoga vidim, da ima delovne navade, preden ga ne vidim delati? Ja. Tukaj zdaj z psihologije dela v organizacije so že, tako kot si rekel, so tudi recimo metode kot ocenjevalni centri, kjer osebo postaviš v situacijo, pa jo opazuješ v dejanski situaciji. In ena taka preprosta mogoče tehnika ali pa nasvet so ta vedenjska vprašanja, ki že na razgovoru vprašajo o zgodovini in konkretnem primeru. Naprimer, mi lahko prosim poveste zadnji primer konflikta, pa kako ste ga razrešili? To, recimo, da mi je pomembno, kako oseba razrešuje konflikte. Pa spet je stvar liderja, kva on išče. Kaj išče? Sva spet pri tej jasnosti. Ja. In spet je tudi na nek način tako podobno, kot kakšna oseba želim biti, je tudi to, kakšen tim želim imeti. Kakšne osebe želim imeti v timu? Ja, jaz bi imel vrhunski tim, pa vse bi za njih naredil. Saj kaj so, ali pa če greva, če bolj povlečeva paralelo s partnerstvom. Podobno, tako kot si rekel. Zdaj, katere stvari so meni res pomembne, res ključne? Pri izbiri partnerja, partnerke? Če se absolutno ne toleriram, s take osebo ne želim živeti. Kaj je pa tisto, tole mi ni čisto idealno, ampak dobro, ker so ta pomembne stvari poklukane, v redu, pustiš drobtine na mizi, v redu, bom spregledala. Idealnih situacij ni. Ja. Ampak smo pa lahko bolj pa manj kompatibilni, to pa sigurno. In tako, kot sem rekla, pomembne stvari, da jaz vem, kje so pomembne stvari, pa jasna pričakovanja. Pri sebi pa potem tudi pri drugih. Se mi zdijo ključne. Kaj se ti pa zdi ključnega pomena pri komunikaciji? Kaj je, recimo, ne vem, če smo spet na sektorju gradbeništva, pa se pogovarjamo o večjih objektih, se zaznava, da ljudje, ker to ni tvoje, izvedbeno, bla, 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 da je pomanjkanje neke odgovornosti do dela sočloveka. Ti nekaj narediš, in pride en za tabo in mora nekaj drugega narediti in sploh ne gleda, da je to, kar si ti naredil, da on temu dela škodo. Dejansko se to dogaja, ker ne merkamo en na drugega, tudi v smislu izdelkov, je nekaj izbuta, nekaj, se mi ne briga meja, se ni moje. Vse v življenju s tem ukvarjala. In potem imaš itak na gradbišču ogromno enih ljudi. Od nadzorov, od operativnih vodij, od posameznih podjetij. In zelo hitro v gradbeništvu prideš v situacijo, ki je konfliktna. A imaš ti kakšen nasvet ali pa orodje ali pa princip, kako, ko začutiš, da greš ali sam v konflikt, ampak se pravi, v gradbeništvu zelo hitro pridemo do agresije. Zakaj? Jaz sem se cel življenje sprašal, zakaj moj oče, zakaj skozi upije. Zakaj je treba pri nas doma upiti? Pa ne v smislu agresije, ampak na glas govoriti. In pa človek študira, valjda, če se ti konstantno obkrožen s hrupom tega in tega in tega nivoja, se tvoj nivo normalne komunikacije, če ti to 8, 9, 10, 12 ur na dan poslušaš kako vse ropota, dejstvo pa je, da kad ti glas podziguješ, s tabo raste energija in v gradbeništvu to niso tihi prostori, pa varni, pa udobni, ti si doskrat si, je vroče, je mrzlo, ali je neka situacija, se pravi, že okolje kot tako je
naštimano to, da zelo hitro prideš v konkreten zaplet, na kakšen način, s kakšnimi koraki, če seveda obstajajo, se jaz lahko recimo osebno pripravim, da ko vidim, da je že nekdo iz zaletam prihaja proti meni, kako se na jaz pripravim na to, da bom, ker ne želim si pa nobenih konfliktov, ker je življenje, želim, da je lepo, ne da je stresno. Ja. Kakšen bi bil tak, se vem, da so te instant rešitve nehvaležne, ampak kako bi ti probala sebe usmerjati, da iščemo to win-win situacijo? No. Ja. Zdaj, kar se tiče jeze, recimo nasploh, ne pa komunikacije, kadar je nekdo jezen, spet imamo dve plati. Se bom spet malo na Marshalla Rosenberga navezala, pa pač njegove principe te komunikacije, kjer je najprej povezanost, oziroma da jaz prepoznam, kaj je živo v tebi. Se pravi, če je nekdo jezen, je običajno, in da jaz znam sebe regulirati, da je tako, zdaj sem recimo zaznala, en del mene, ki se boji konflikta, ampak se moramo soočiti. Ali pa en del, ki bi skočil, pa bi se branil. In da te dele malo zadržim, to je ta samoregulacija, potem pa, da prepoznam, in da je neka meja, da smo tle spoštljivi in vidim, da si jezen, a se lahko v miru pogovoriva. Ampak že to, da recimo pri jezi je zanimivo, že to, da prepoznamo mi jezo in razmišljamo, kaj je potreba zadaj, je biti slišan, za čustvo je vedno potreba. Če prepoznam in ubesedim že samo, vidim, da si jezen, dajva se pogovoriti, najprej, prepoznam, pa dam prostor tvojemu čustvu in vzel si bom čas in če razmišljam še o potrebi, pa poimenujem potrebo, recimo, ni fair, da nekdo reče, ni fair. Razumem, dajva se pogovoriti, sem tukaj, da te slišam, ampak dajmo to na ne tak človeški način narediti. Se pravi, da si in na nek način trden pa v svojem centru, ne v tem reaktivnem delu. In že to, da prepoznaš, da daš prostor človeku, jeza, ko je prepoznana in običajno se ji vsaj mečko zniža ta intenzivnost. Se pravi, tak konkreten nasvet bi bil, jaz bi lahko direkt rekel, razumem, da si jezen, a si lahko vzameva 3 minute časa, da stvar razčistimo. In pa če on v tem momentu reče ne. Potem v resnici reče ja eni drugi potrebi in je tvoja naloga ugotoviti, zakaj ne? To je pa ta radovednost. Zakaj je on rekel ne? Ja, no, kaj za tem ne? Bi rekel, tam na gradbišču prav boli mi kurac, jaz grem naprej delati. Ja, tako se dogaja, ne? Ja, se je lahko. In pa imaš kar neke konflikte in... Ja, prej sem v bistvu želela tudi malo širše, ne, če so te situacije, mogoče konkretno je že tudi spet vizija, pa vključenost vizijo, pa da imamo mogoče, to se mi zdi, tudi zelo manjka v organizacijah, tudi v BNI, kako mi spremljamo konflikte, pa kako jih razrešujemo, pa imamo kot skupina ali pa kot podjetje tudi nek protokol oziroma princip, načela glede tega, kako želimo, takrat, ko smo regulirani, ko se lahko v miru pogovarjamo, lahko zastavimo to kot vizijo. Spet, kdo želim biti, kdo želimo biti kot ekipa, kako želimo razreševati tudi konflikte. Meni je bilo zelo zanimivo recimo na teh izobraževanjih iz sočutne komunikacije, ko so trajali recimo en teden, je neizogibno, da konflikti bodo. Tako da mogoče niti ni... Sej razumem, kaj misliš, ko rečeš konflikti, ampak v resnici se konflikte so lahko priložnost za rast, če jih znamo konstruktivno reševati. V bistvu konflikte je fajn, je fajn, da se kdaj skregamo, ampak je fajn, da se fajn skregamo, tako da smo na koncu nekaj dobili z tega, ne da smo skregani. Ja, rezultat mora biti neko novo spoznanje, ne oddaljenost od problema. In če smo mi uspeli združiti, zato ta vizija pa vključenost se mi zdi mogoče tudi delavcev pri tem viziji, pri viziji. Se pravi na nek način, a je to nek team building ali karkoli, nekaj, kjer mi skupaj se usedemo pa rečemo, to je moja vizija za podjetje, kaj je vam pomembno. To spet manjka pa na tej ravni, ko vodimo ljudi, v resnici mogli malo podobno kot pa še v partnerstvu, tudi dosti jih ne razmišlja tako, ampak že pri partnerstvu je, kje sva?
A te kaj zmotil? A imava prostor, da če te kaj zmoti, da poveš to? A kreirava to skupaj? A kreirava vizijo skupaj? Kakšno partnerstvo želiva imeti? Kaj bodo podvigi letos? Spet ta jasnost, pa cilji, pa vizija. In se mi zdi, da doskrat manjka tudi eno je, da vodja, spet, kot sva prej govorila, ve, kaj motivira različne ljudi in kako pod stresom reagirajo različni tipi osebnosti. Ker potem boš tudi hitreje vedel, kako osebo pomiriti, ko je pod stresom. In preprečiti, da ta stres eskalira in konflikt eskalira. Ja, problem. Jaz vidim, da je največji izziv rata, a ne prej si začela, da moraš imeti samo regulacijo. In kada tebe začne nažigati, da boš nazaj skočil, se moraš znati nazaj potegniti. Ja. To se sliši čisto preprosto, ampak to je Ja. Če ti uspe narediti to, je vse ostalo za moje pojme domino efekt. Če ti pa tega narediti, je pa vse ostalo pol stvar na ključi in tudi verjetnost, da boš iz konflikta nekaj dobrega ven izcimu, je nemogoče. Ja. Mislim, da je zanč, čist butast primer. Delali smo eno adaptacijo v Ljubljani in blok se je pripravljal na, se pravi, da jo delali fasado, objekt je bil ugrajen z ograjo, oder je bil postavljen v glavnem nekaj, kar je sestavni del našega vsak dneva in mi smo gradbišči navajeni in je res, da smo mi naredili napako, ker smo si nobenega ni bilo, mi smo si ograjo odprli in smo v ta ograjeni del zapeljali naše delovno vozilo, zato da smo ga umaknili z ceste, ker smo robo nosili in gor in dol, da ne bi na koga kaj padalo v glavnem. Skrbeli smo, da bomo naredili vse, kot je treba. Edina stvar, ki jo nismo naredili, je, da nismo tam nekoga obvestili, da smo odprli ograjo in zapeljali noter kombijane. Okay. Jaz sem presodil, da ker nobenega od njih sploh tam ni bilo in da ker vem, kako odgovorni smo do ne samo svojih stvari, ampak tudi do ostalih, in da smo navajeni gradbišča, da to ne otežava. No. Reakcija je bil zaplet, ali? In mi smo glih parmalci, fora pa bila, smo delali gor v 4. štuku, brez dvigala. In na neki točki pride gor eden od sodelavcev, čisi sebe. Ampak čisi sebe. Ja, veš, dol so me napadali, 3 ženske starejše, ena je bila odgovorna od tega podjetja, ki to ograjo imajo, ena je predstavnica bloka, bomo temu rekli, ali pa vhoda, zahtevna gospa. Imel tudi sam izkušnjo. Jaz sem že sicer vedel, kaj je on gor prišel take vole, da verjetno vem, koga je srečal. Kako ne jaz zdaj sodelavcem pomagam, razen to, da mu rečem, ko pride do take stvari, globoko dihan, pokliči mene, ne rešuj situacije, sam če se ne čutiš pripravljenega, da boš to rešil. Ker ljudje včasih napadajo zato, ker ima on nek svoj izziv in potem se znašajo nad drugimi. Tukaj so pa meje, seveda. Ja. In jaz mislim, da to, kar si njemu svetoval ali razmišljaš, da bi mu, je v resnici če veš. Če veš, da on v tistem trenutku ali zmrzne, ali se razburi in da boš ti boljš to situacijo znal speljati, pol sigurno čisto da mu rečeš, v takih situacijah reči, sprostite, gospa, grem jaz po svojega nadrejenega. Ja, se sem pol in pol gre fora, gre ta drug dol, še ta drugega. In pride gor in je bila pa fora, da kaj je ta prvo prišel, sem jaz fantom lepo povedal, zakaj se gre, fantje, ta samokontrola. Nobenega pregovora, da ne bi slučajno slišal, da kdo upije nad kom. Ja. Dejstvo je pa bilo, da sta oba, ki ste jih slišala, sta to gospo prej poslušala, kot pa mene. Se neko mi je pa to fascinantno, da obogala sta jo pa vse. Kaj pa ima je naročila? Ja, da mora kombi umakniti z te ograde. Da kva se gremo, mislim tako, pristop je bil tak, da smo kriminalci, v resnici smo pa samo delali po proceduri, ki je primerna za delo na gradbišču.
Obsojeni so bili pa tako, da tudi ta gospa, ki je prišla, ki so bili v bistvu izvajalci, no, ki je bila ta njihova ograda. Pol v te tretje sem šel dol, jaz ta ne. In sta me počakale v bistvu v momentu, ko sem bil jaz v navidez v neizhodnem položaju, ko sem dol prišel, recimo, meni nobeno govoril, pa sem šel pa nazaj gor, ampak s tem, da sem imel element v rokah, z 80 kg, ko sem šel čez vrata, bam, tisti moment, sodelavcu spust dol, smo pa midla po tole zmenili, kje je zdaj klej izziv. Ja. Čist mirno, se zavedamo, se upravičujem, napaka je tukaj. Pa nobenega tolena več. Ja. Zaradi tega, ker je bila slišana. Se pravi, zadnji, če greva po potrebo, je najbrž del, ki veliko časa ni bil slišan in ga zmoti in pod stresom ima to jezo, greva ta righteous anger, ta pravičniška jeza. Če nimaš ti te samokontrole, ne? Seveda, samokontrola je tukaj ključna, tako kot si rekel že to. Dajmo se na lep način zmeniti. Bodimo ljudje. Ampak je bolj ključno besedi, ki si jih uporabil lepo, pa zmeniti. V resnici je to. No in teh konfliktov imaš v gradbeništvu zelo hitro, zelo veliko. Tudi, ne vem, pa te en zaparkira. Ja. Kako pa, če se nekdo zaveda, da ima izziv samokontrolo, na kakšen način je pristop k temu, da, prej smo omenili knjige, to je dejstvo. Tudi kar se tiče timov. Dobro, sem zdaj, če gledata, pa ne bi zdaj rad posprašal, po koga v naš dajo, ker so to ljudje z ogromno znanja, ampak kamo ti rečeš, da preberi knjigo o self-motivationu, lahko si predstavljaš, kakšen odziv dobiš. Jaz bom zdaj knjige bral, jaz na terenu delam zato, da sem ozunil nazaj. Po drugi strani pa ni srečen, recimo. Kako, a so koraki, kaj je prvi korak do tega, da začneš iskati to samokontrolo? Pa če veš, da popizdevaš, kako se tega lotiti? Spet je na nek način, ali to jezo, kako prepoznati sploh, ta jeza je problem, je že to prvi korak. Potem pa, kar se tiče samoregulacije, je kako umirjati živčni sistem, spet imamo par različnih stvari. Tudi v terapiji je dosti teh somatskih pristopov. In že to, da je, ker takrat, ko smo zelo pod vplivom močnih čustev, gre prefrontalni režen, ki je odgovoren za načrtovanje, pa to trezno, pametno razmišljanje gre offline, se izklopi. Se pravi, kako dobiti zdaj nazaj čim hitreje ta prefrontalni režen. Lahko je to samo, grem na sprehod, pa malo se naučim globoko dihati, če želim pa vdihnem tisto, kar rečejo. Daj preštej do 10. Naredi in to pauzo in 10 bo malo vklopil ta del, ki je že... Mel Robinson ima pravilo 5 sekund, da odšteva od 5 do 1. 5, 4, 3, 2, 1, zato ker ti preseka. Zanimiva tehnika. Čeprav nima tudi to, da se lotiš v 5 sekundah, zato da prelisičeš dvom. Je to tudi tako? To, ne? To, 5 second rule. 5 second rule, Ena je, da takrat, ko začutiš vse to, sam greš 5, 4, 3, 2, 1 in si pol pustiš reagirati. Že samo ta prostor in prepoznali, to jezen sem, ko sem pregovorila. Zato si jaz rečem v glavi, en del mene je jezen, zdaj zniža. Tako deli znotraj nas, kot ljudje želijo biti slišani, čustva želijo biti slišana, ker imajo spet neko svojo zgodovino, nek razlog. Sem klinska, nisi vsak moment pripravljen poslušati. Vsi imamo potrebo biti slišani, zelo malo ljudi ima pa potrebo poslušati. Pa imamo pa problem, ko bi vsi govorili, pa si bi bili slišani, noben pa sploh ne bi poslušal. Ali pa sploh ne čutiš tega, da bi ti mogel nekoga poslušati. To je še tako. Se pravi, sploh pa gradbeništvo je mogoče še tak, je bolj surov biznis. Ker tam, mislim, rabiš mehke veščine. Jaz verjamem, da ful. Koliko se pa z mano strinjajo ostali, pa je pa drugo vprašanje. Ker v končni fazi trebaš ročne spretnosti, logiko,
matematiko, to gre takole, a ne, so te mehke veščine že postranska stvar. En košček sestavljanke, pa veliko drugih koščkov. Varnostni inženirji so mi, recimo, z njimi je zmer imeti, no, jaz sem zdaj prišel do tega, da z njimi zmer, prej bilo zmer tako, varnosten gre, veš, a ne. Jaz pa zdaj ta prva stvar, ki je roko, kako smo, kaj smo, evo, kle imamo dokumentacijo, super, lejte, tole pa tole bi upozoril, a ne. In je pol tudi, če delaš neko napako ali pa kakorkoli, tudi on do tebe, ne vem, na enem objektu, no, na Novartisu smo delali, znotraj Novartisa, ker smo iskali to, da on, se pravi, jaz sem začel na glas komunicirati, da to ni naš sovražnik, naš nemesis, ampak da so to ljudje, ki so tam z nekim razlogom in hvala Bogu, da jih imamo, ker drugače bi bilo bistveno več nesreča. No, smo se čisto popredelili. In se vračava na to, tako lep mi prihaja za izraz. Budi človek. Budi človek, se pravi, lahko vidimo. Budi človek, A smo lahko samo ljudje, ne glede na vlogo, ki jo igramo, ne glede na poklicno vlogo, ne glede na hierarhijo, ne glede na prepričanja, tudi konec koncev, a smo lahko samo človek, tudi, so ljudje, človek s človekom v resnici, Za Jezus sem prej še želela dodati, sem pozabila, da to je tak nek hiter trick in the moment, kako dela z Jezus, si še rekel. Je pa tudi z vidika delov, je pa tudi raziskovati. Bolj, ko jaz znam videti, da je to samo en del mene. Recimo, en del mene je jezen, drug del pa ima lahko drugo perspektivo. Lahko mogoče celo razume, da je tam ena oseba. Ali pa en del mene se bo ustrašil, ko pride nadzorni, drug del bo pa rekel, ok, daj gremo, dajmo do otroka, vse so ljudje, bo mogoče bolj. Vse so ljudje. In podobno lahko jezo tudi, bolj ko jezo raziskujemo, tudi na nivoju, govori ni slabih delov, govori o tem. Recimo, tudi moj jezni del dostikrat lahko ima en filter, skozi katerega gleda, ki ne ustreza realnosti. Ampak spet, če je ta posluh za ta del, jaz razumem, nekoč, ko sem bil jaz zelo mali, se je ta del naučil, tako kot si prej omenil, ali od očeta, tako to pomeni biti recimo močan, to pomeni biti moški, ali pa ta del se je naučil zaščititi en drug del mene, ker če ne bi ta del ščitil, kaj bi bilo? Tako v terapiji lahko tako in v coachingu raziskujemo. Običajno, če se ne bi razjezil, bi me ti ljudje kar povozili. In pol tudi ni, če se pravi, če imamo dialog skoraj kot z osebo, hvala, razumem zakaj. Že toliko časa na ta način me pomagaš braniti ali pa eno potrebo uveljavljati. Pa kaj veš zdaj, ko smo malo starejši, pa en drug del govori, veš, tale jeza pa vse v odnosu nam gre v škodo. Ne uspemo mogoče čist skomunicirati sem tega. A lahko imamo in to, da jaz branim recimo svojo integriteto, da branim neko mejo in posluh za drugo osebo. Kar pomeni, da se mora ta del majčkeno umakniti in zmehčati. Kle prideš tudi do samozavesti, ne? Tebe zelo težko je priprav do tega, da si jezen, če imaš ti, če veš, kdo si, kaj si, zakaj si in da imaš nek svoj stav. Je tudi težko, da te nekdo kar spravi z tera. Jaz tega mogoče ne bi toliko samozavestjo povezvala. Zdaj pa to, ali lahko moj pripomoček uporabim. V tem pristopu ni slabih delov. Govori o tem, da v resnici imamo vsi v sebi, rečemo eno tako malo notranjo budo, ali pa rečemo temu modri jaz. Tisto, ko so celo prej govorila, kakšna oseba želim biti. Recimo, da vsi želimo biti v osnovi bolj sočutna oseba, pa prijazni en do drugega, ampak pol se pa vklopijo deli. Se pravi, recimo, da sem imela jaz izkušnjo, stara sem bila 4 leta, nekdo se je drl ali pa celo bil nasilen. En del mene je lahko prestrašen in en del mene se je lahko odločil, veš kaj, ti pa mene že ne boš. In se opre. In zdaj se ta del zelo, v resnici je pač del moje strukture. Ma se pozabila vprašanje, kaj je že vprašanje. Da si zajadrala v to budo, pa sam poslušam. Okay.
Zdaj, ključno je to, že vem, ker si rekel samozavest. Samozavest pa jezni del, to sem želela v bistvu. Da tudi iz lastnega primera vem, da bolj, ko sem jaz spoznala in to malo deklico, ki se je počutila nemočno, in ta drugi del, ki je rekel, veš kaj, se ti bom jaz pomagal, pa te bom branil, pa ne bom pustil, da drugi vsiljujejo svoje mnenja, da ti ne pustijo, da imaš nek svoj, in to je spet neka svoboda. Tudi ko sem bila 4 leta stara, mogoče nisem imela moči, da sem rekla nazaj, in so me poslušali. In zdaj način, da jaz ne reagiram vedno, ker ta del zdaj še vedno na nek način, to čisto malo že teoretično, ampak ta del še vedno tako, kot da živi v tej realnosti. Stari smo 4 leta, takoj, ko bomo videli nekoga, ki se dere na nas, koga se je daril, če bomo reagirali tako, veš kaj, ti pa mene ne boš. In zdaj, če jaz hočem, niti ni toliko samozavest, kot je reakcija na neko mogoče travmo, nekje en mal traumatičen odziv. Ja, razumem point. Ja, in je v bistvu jeza se bo tudi smehčala takrat, ko bo vedela, da je ta del, ko se jaz lahko s to jezo pogovarjam s tem delom, ko reče ta del, hvala, se tebe tudi rabim, zato da sem lahko odločna glede enih stvari, ampak veš, ne rabiš več tega dela varovati in potem bom lažje jaz nastopala. Se pravi, ne bi rekla temu samozavest, koliko sem jaz v stiku s tem, koliko pa dovolim temu, da še vedno nastopa, brez da bi imel to vodstvo. Temu se reče self-leadership. Ne, se čist štekam. Jaz sem mogoče to mislil samozavestno. Ok. To, ko ta svoj notranji svet poznaš, pa pol prepoznaš v tistem momentu, to se mi zdi ključno urodje, ali pa da se strmiš k temu, da to raziskuješ. Je pa problem, če ima človek, da tega ni odpiral, ali pa da ni imel možnosti tega odpirati, je pa tega veliko, pa ljudje sploh se ne dotikajo in je samo ta na prvo žogo reakcija taka, ki je, in sploh ne razmišljaš, da je prav, ali narobe, ali zakaj to tako, ali to ima smisel. Pač imaš vzorc postavljen, na nek način te varuje, in pač mu pustiš, da on hara po svoje. Začne se pa z vprašanjem, kdo si želim biti, kdo sem. In tudi znotrajni deli se bodo uprli. Običajno, če je bo en del, ki pa je tako, tole nam pa ni čisto v redu. Tako je, kot da znotraj tima prav, tale jezni del nam vse en dela malo probleme. Mislim, vse to na koncu lahko pripelje do tudi izgorelosti. Seveda, s tem, da izgorelost je pa spet gre. No, kako pa ti vidiš, to je zdaj rato že relativno mainstream izjava, kaj izgorelost sploh je? Jaz imam zdaj več različnih teorij o tej izgorelosti, pa me zanima, kaj ti misliš. Zakaj pride do tega? Kaj v resnici je res in kaj je pot iz tega ven? Ker ti imaš, naprimer, ne vem, dobro, da bova mogoče zajadrala malo težke teme. Enega znanca imam, oziroma je bil paralelka. Kako sem ga jaz videl? Res dober fant, srčen človek, priden. Nisem ga poznal toliko osebno, da bi zdaj točno vse odgovore imel. Rezultat je pa bil, da je fant toliko star, kot jaz, dobro štartil svoje podjetje, vložil denar, bla, bla, bla. Je pa itak, sploh v gradbeništvu, treba za uspeh ogromen delati. Ti težko rečeš, da pa jaz manj delal, pa bo več denarja. Na začetku, na neki točki pač moraš delati. No, to pomeni, da če nimaš mej, da vodi do tega, da se začnejo doma odnosi krhati in gor in dol. No, na neki točki ga je partnerka zapustila z otroci in je šel fant v Gmajno in naredil samomor. Ni bil star 30. In v gradbeništvu so te pritiski lahko zelo veliki. Tudi finančni. Zato, ker mi se lahko zelo hitro pogovarjamo, da je to, naprimer, v tvojem primeru, recimo panoga, mislim, ti nimaš materialov, strojev, imaš svoj čas
In pa če ga ne unovčaš dobro, oziroma če nimaš dovolj klientele, kaj v najslabšem primeru boš zapreš SP in to je to. Ne? Če imaš pa ti, ne vem, leasing za kamion, bager, toliko in toliko orodja, toliko in toliko podpisanih projektov, toliko in toliko pobranih avansov, ti ne moš kar reči, da imam pa jaz tega dost, pa bom zaprl, pa grem. Ne, zato ker si že obligiran in v gradbeništvu ti zelo hitro prideš na številke, ki jih ti ne moš kar jutr pričarati. Plus tega, da se moraš zavedati odgovornosti, sploh tam, ko se dela z avansi. Ti ta denar že dobiš. Ja. Ti moraš biti do njega ekstremno odgovoren. To ni tvoj denar. Je pa na tvojem TRR-ju. In ti si odgovoren. No. In vse te stvari lahko zelo hitro pripeljajo do tega, da nekdo čudi, da je edina rešitev to, da vse skupaj pogasne. To je ena zgodba. Ja. Je pa zgodba še, ne vem, kaj smo imeli sami, sicer ni prišlo do tega. So bili pa pogovori o tem, kaj če se to zgodi, oziroma a je to primerna rešitev. Tuk delec smo pa bili. Kaj zdaj ta izgorelost je? Zakaj do nje ljudje pridemo, pa kako pridati iz tega ven, da tudi, če ne vem, zdaj nekdo posluša, ki se čudi, da je ujet v brezhodnem položaju, da čuti, da je ta svet ratu kar naenkrat preveč. Ja. Najprej mi je žal za tega znanca. Ja, nam je bilo, mislim, hudona. Ja, ker to je udarc tudi za okolico, vedno. Ja, in vedno preizpraševanje njega smisla in vse, odgovornosti. Ni se problem odpravo, no? Kvečen se je za ljudi, ko ostanejo, se je povečal. Ja, in se mi zdi to bolj pomembno, zato se mi zdi, ker se mi tudi vprašal psihologija in zakaj tudi vodenje, zakaj me zanima to dvoje, ker se mi zdi, da in vodje imajo toliko ogromno enega potencijala in toliko ogromno ene odgovornosti nosijo in dostkrat niso podprti. Niso podprti na način, da bi lahko s kom debatirali. In se mi zdi, da v takih primerih je res tako, ljudje, dajte se pogovoriti, dajte najti nekoga, ki vas bo poslušal. Saj nas je res veliko dovolj na nek način, kar se tiče psihologov, terapevtov, zaupnih telefonov, konec koncev, kjer se lahko ljudje pogovorijo. In če je že toliko daleč, včasih je res težko, spet z tega vidika delov, je to nek del, ki se je odločil, če bo pa toliko težko, pa pridemo toliko daleč, bo pa to naša pot, spet rečemo, skoraj do svobode. Ja. Bo pa naša pot to iz bolečine. In se mi zdi, da hvala Bogu, da je zdaj več je tudi projektov za preprečevanje samomora. Moški so kar precej bolj ogroženi, ravno zaradi tega, ker ne govorijo suma sumarum, manj kot tudi o svojih čustvih, tudi o tem, kot si prej rekel, bi se počutil, da je to moj failure. Mogoče še toliko bolj, neuspeh. Mogoče je še toliko več te teže. Jaz moram biti uspešen, moram biti močen, percepcija, kaj moški je. In hkrati tako zelo rabimo vsi to, da se lahko pogovorimo in da imamo varen prostor, kjer te stvari lahko predelujemo in predelujemo konec koncev pravi čas. Tako da jaz bi rekla sigurno, če se kdo v tem najde, da naj poišče pomoč. To je spet isto, se obrniti na nekoga, ki bo ponudil tudi v taki težki situaciji, se pa vračal spet na Frankla, nek smisel. Tudi trpljenje ima svoj smisel. Kako lahko jaz iz tega se in izkopljem in zdržim in še vedno grem naprej kot mogoče kot boljši človek ali kot nekdo, ki ga je to celo lahko plemenitilo na nek način, ker je razreševal težko situacijo. Ampak imam pa veliko razumevanja tudi za te dele, ker v resnici so to spet deli nas kot tisti jezni del, ki smo ga prej razdeljvala, ki so se odločali, če bo pa to hudo, Jernej, pomagal ti bom na ta način. Pa je odvisno spet od naše strukture. Bi rekel, da je izgorelost v bistvu to, da ne zdaj smo šla bolj na ta primer,
Ja. Ne komuniciraš tega, kar se ti v notranjem svetu dogaja in to neuspešno rešuješ. Ne? Ja, zdaj, če se vrnemo čisto na izgorelost, ne sem šla mogoče bolj na ta primer, ampak kar se tiče izgorelosti, je pa spet to zadeva večplastna. Kakor jaz vidim, je dostkrat, tudi v moji praksi imam dosti ljudi, ki okrevajo po izgorelosti. Ne? In to je, običajno se začnejo spet vzorci že v družini. Od tega moram delati preko svojih meja. Zato, Delo kot vrednota. Ne? In da dokažem svojo vrednost, ker mi niso dali, ker je spodaj dostkrat ta občutek, nisem dovolj. Nisem dovolj, če sem vsem, nisem dovolj takšna, kot sem, ampak se potrjuje delo. Se pravi, tukaj pa greva spet malo na pohvale in zakaj je fajn vseeno dati to pohvalo sploh, recimo otrokom, pa tudi zaposlenim na način, ki ga slišijo, ki bo 6 različnih kanalov, 6 različnih vtičnic, ampak pri otrocih pa sploh se mi zdi to ključno, da vejo, da so cenjeni, kot da je lahko vedenje že tako kritika. Vedenje je lahko tisto, kar želimo spreminjati, ampak to ne pomeni, da si ti slab. Ja. Dostikrat je to zabetonirana, ampak je situacija. Ne? Ja, in moja vrednost, vrednost človeškega bitja ni pogojena s tem, kar jaz delam, kar jaz produciram, kar je pa spet bolezen malo današnjega časa. Ja, moja vrednost je to, kar to je zelo gre v gradbeništvu tudi takole. Ja. Tudi ne vem, ko se pogovarjam z obrtniki, to, da ljudje, da jim jaz polepšam prostor, pa izdelam teraso, ali pa to mene izpopolnjuje, če greš pa v kontrasmer, in ta delo, ki ga ti upraviš z lastnimi rokami, ustvarja to vrednost tvojega življenja kot tvoj doprinos k družbi. Ja. In tu je lahko nek smisel. V bistvu Frankl govori o teh 3 nivojih smisla, oziroma avenues of meaning, poti do smisla. Eno je, kaj jaz ustvarjam, kaj produciram, kar je tudi čisto lepo in vredno, da prispevam k družbi, k tem, da rastejo objekti, da nekaj ustvarjamo na tem planetu. Potem imamo, kar se tiče odnosov, se pravi in izkušanje, nekje, kjer lahko smisel najdemo iz tega, ljubezen. Ta sočutje, kako sem jaz z ljudmi, in je lahko družina, lahko moj smisel. In tudi v trpljenju lahko najdemo smisel. To je pa tisto, se pravi, če mi vzamejo vse to, je vedno kriza, neka kriza smisla. Kaj pa zdaj, ko so mi to vzeli in pridemo pol na to na resnico pa raziskovanje, spet, zakaj smo sploh tukaj na nek način. Zakaj sem tukaj? In če mi to vzamejo, še vedno lahko najdem smisel, tako kot si prej omenil, če nekdo ostane hrom. To seveda je tam kriza smisla in je izguba in je žalovanje, seveda je proces in je hkrati, kako se bom jaz s tem spopadel, lahko dejansko na nek način celo, ne vem, kako se bom jaz s tem spopadel, čeprav si tega nisem želel, a je lahko celo to del mojega smisla in da bom na konc življenja ponosen na to, kar sem postal. Pa čeprav sem bil hrom. Ja, čudovit bi bilo, če pa si to tako iskal. Tudi takrat, ko si zdrav. Ja. Ljudje ponavadi zmer, pretiravam, ampak teh stvari se ne začnemo spraševati, dokler nismo toliko blizu ali pa že v situaciji, ki pa smo primorani drugače razmišljati. Mi smo imeli z mojo izkušnjo 3 tedne nazaj. Moja je šla z Ljubljane proti Domžalam, čez Trzinsko obvoznico, z sinetom pa z mamo, s taščo mojo. In normalno pelala gor dol in je iz Stranske ceste na glavno cesto, ki ima omejitev, mislim, da 90 tamle ali pa 70, nekdo zapeljal direkt na glavno cesto in je prišlo do čelnega trka. Jaz bi lahko, imeli smo, jaz pravim, da mojega sineta Gabriela čuvajo angelčki, pa partnerko tudi v končni fazi, mi bi lahko imeli tisti večer, bi se meni lahko življenje zasuklo čist drugače. Ampak zanimiv je,
sreča bilo v tej pizdariji, ki se nam je zgodila, se je šlo lepše, če se je že moglo zgoditi, se lepše ne bi mogel. Ja. In kako te taki dogodki, ali pa ne vem, ali pa na gradbišču v končni fazi, ko skoraj stopaš mimo neke gradi, da boš nekam padel. Ne? Kako ljudje rabimo neko tak dogodek, zato da nas ta notranja motivacija, potem, da se te stvari sprašuješ, vam pride. Bistveno bolj zdrav bi pa bilo, da to večkrat načrtno sami te stvari dvigujemo, zato da se sprašujemo, kje je smisel, pa kaj je vreden, pa kaj ni vreden. Ja. Ne, takrat, ko je stvar že skoraj prepozna. Ja. Tako, se strinjam. Ja. Ja. In dostikrat so res takšne situacije. In tako tudi učitelj nasploh, ne govoriva, pa učitelj tudi pride, ko je učenec pripravljen na nek način. Ja, to pa je zdaj ta učitelj, je to izkušnja, so to ljudje, pa odvisno od tega, kakšno lekcijo, dobro, zdaj bom malo zaplaval, ampak kakšno lekcijo je vesolje ti hočete naučiti. Ja, in ti jo bo toliko cajta ponavljalo, da boš spoznal. Ja. In je spet tukaj svoboda in odgovornost, da se jo dotika. Je svoboda tega, kaj spet, ne glede na okoliščine, ne glede na to, kakšna tragedija se mi lahko zgodi, kako še vedno je moja svoboda in odgovornost na nek način in izbira. Kako se jaz s tem spopadem in kdo želim biti v tem procesu in kdo želim postati. Ja, to, kar se mi dva zdaj le pogovarjava, če hočem to preslikati, da bi si predstavljal, da se to pogovarjam z ljudmi na gradbišču. Budi človek. Tam si bolj budi človek. Ne ostane budi človek. Ja. Topla roka, prijaznost, ker v končni fazi življenje je že tako zahteven lahko. Sploh pa ne vem, na gradbiščih, ko si ti utrujen, ko so neki presingi. Zanimivo. Ja. In mislim tudi, da čist, kar se tiče vodenja, ti kot vodja, bolj ti rasteš, pa spoznavaš, bolj se to odseva tudi na timu. Na ljudeh, zadnji sem prebrala, mislim, da je bil Sašo Palčič od Medvajza, je zapisal, kako je ugotovil, da v resnici, da prej je skrivil zelo strategije, potem je pa ugotovil, da v resnici je tudi podjetje podaljšek njega samega in če je on nestabilen, bo podjetje tudi malo nestabilno. Se pravi, koliko je spet pomen pa odgovornost, pač vodje imajo večjo odgovornost, imamo večjo odgovornost. Dosti krat, ampak se mi zdi, da s tem lahko v resnici toliko zelo rasteš kot oseba, kot človek in vplivaš na svoj tim, uplemenitiš sebe, svojo družino in okolico, ko ene stvari razrešiš mogoče tudi, ki so od nekod iz preteklosti. Ja, se mi pa zdi, da je ta dinamika, ne vem, vodja pa tima, ker je to podrejen, nadrejen položaj, sej ti loga komuniciraš, da je drugače, ampak na neki točki je treba imeti meje, treba vedeti, kdo za kaj odgovarja in tako naprej. To pa seveda, kako se smatra, da vodje ni treba pohvaliti? Da se vodji ni treba zahvaliti? Da je kar vse samoumevno, vse če ne bom jaz, bo pa on. Ja. In kako na koncu, na začetku sem imela debato o tem, kdo koga vidi in koliko zdaj se mora kdo, kjer s dvigalom se voziti. Ja. Da kako se mi zdi tudi pomembno, da se zna tudi zaposleni do svojega vodje iskati razumevanje. Ja. Iskati, da mu večkrat ponudijo pomoč v smislu poslušanja. Da jim dajo vedeti, da jim stojijo ob strani. Se mi zdi, da je nek tim uspešen, da ni sam od vodje, ampak da tudi ljudje, ki so v timu, da iščejo to človečnost do njega, ker v končni fazi je še zmer on tist, pa pustimo zdaj, pa ne vem, ima večjo plačo, pa jo nima. Včasih so te razlike v plačah toliko majhne, da za odgovornost, ko jo pa prejmaš, da ni pošten, sploh kaj ta zga reči, zato imaš pa več denarja. Ja. Mislim, majke mi je, bom dal te, pa pejti ti, ne, jaz se pa to ne bom, nekako je to nerelevantno. Ampak tako, da na gor
A pa noben se nas sprašuje na gor. Ja. Znamo ful govoriti, kako morajo oni od gor na dol vse, a ne masirati, pa božati, pa a ne. To na dol gor. Ker za moje pojme, a ne, ti lahko firmo, če je piramida, lahko v obe smeri postaviš. Dejstvo je, da si soodvisen. Sam da je nekako trenutno družbeno sprejemljivo to, da pač vodja, pač si sam zbral, kakor češ. Ja. Jaz sem pa kle zato, da sem žrtev, a ne. Ja. In spet smo tlele tudi malo prebudi človek, a ne. In mogoče tudi v resnici, a ne, tudi tej viziji in koliko je takoga partnerstvo, koliko je sploh prostor, da se mi pogovarjamo, pa smo empatični drug do drugega. Tudi znotraj tima, koliko je ta vizija, vključuje tudi to, komunicirali bomo o tem, kaj se nam dogaja, in bomo pri tem človeški slišali drug drugega. Se mi zdi, da dostikrat je lahko to, mislim, in sigurno so omejujoča prepričanja tudi pri delavcih, ki nikoli niso imeli pa mogoče svojega tima. Ja, to je seveda, v BNI-ju, dokler nisi v vodstveni, ne veš, čistočen pa je. Podobno. Ja, lahko je soda, da ne. Ja, lahko je sedeti pa, a ne, komentirati pa. Ja. Čist nekaj drugega je pa, no, mislim, dober sej na nek način, je vsak odgovoren do sebe, vsak trenutek, sam da eni to odgovornost jemljamo zelo resno, mogoče preresno, da bi rabili več te lahkotnosti noter, a ne, pa igrivosti. Eni pa glih obratno, a ne. Sam se mi zdi, da je teh ljudi, ki grejo v kontra, a ne, to, da to odgovornost preresno jemljajo, jih je bistveno manj. Ja. In tukaj je spet mogoče odgovornost na nas tudi, da komuniciramo to. To se sprašujem, koliko si dovoljmo. Če so ljudje pripravljeni poslušati, ne? Ja. Takes two to tango, a ne? Takes two to tango. Če pa... A se ti zdi, da smo trenutno, da družba je v tej smeri, da je pripravljena poslušati, ali vse to so se že nekaj tudi prej povedali? Ja. Ampak kako spodbuditi ljudi, a pa jim dati nek tehten razlog, zakaj je vreden več poslušati, pa kaj sploh to pomeni, da nekoga poslušaš? Okay. Ja, jaz bi rekla iz svojega poklica, ne psihološkega, da sigurno se je razširil ta prostor, kjer so ljudje se pripravljeni pogovarjati, rečemo za začetek sploh, iskati prostore, kjer se lahko več pogovarjajo tudi o notranjem svetu, o tem, kar se jim dogaja. In zdaj, kar se tiče poslušanja, a je bilo to kaj boljše v preteklosti, se sprašujem. Ne vem, težko mogoče čisto ocenim, ampak se mi zdi, da ja, to aktivno poslušanje je recimo že tudi ena od veščin, ki kot psiholog, psihologinja in kot coachinja so učili v resnici 1-2 je bila pol leta, ko smo imeli izobraževanje, je bilo zdaj pa si ti 5 minut tiho, poslušaš osebo, ko govori in obratno potem se zamenja. In takrat, tudi meni je bilo takrat spoznanje v resnici, to je ne imeti takoj odgovora, ne takoj nekaj skočati iz neke svoje reakcije svojega sveta, ampak res držati ta prostor. In ja, to vse, kar si še vprašal, kako predstaviti korist ljudem. Spet različno v različnih okoljih, ampak mislim, da budi človek je zelo težko in ta connection before correction, to, da se povežemo, da najdemo stik in skupne rešitve, je zelo težko, če oseba sploh nima prostora, da bi jo slišali, da bi jo začutili, da bi bila slišana. Ključno pri stiku je to, da je prostor tudi za mojo realnost, da je spoštovanje tudi za mojo realnost. Se mi zdi to in pri otrocih in starših in v timih je to, a ne sploh, spet pri različnih profilih osebnostih mogoče še bolj, a ne te harmonizer, rebel, nadstropja, so sploh, a ti mene vidiš kot oseba? Si sam neki tam, ja. Ja, a te zanimam, tudi ta curiosity, ne, a je. Tako da benefit tega, da se naučimo poslušati, je sigurno bolj pristen stik. Več pozitivnih konfliktov. Več pozitivnih konfliktov. To, da zna človek poslušati, bi
tudi iskanje rešitev. Jaz mislim, da nam to v tej primarni socializaciji nam šola to poslušanje predstav na mogoče ne najbolj poslušaš zato, da se nekaj učiš, ne zato, ker želiš poslušati. No. Ja. In se ta želja po poslušanju In s tem nekako iznič. In s tem, ko govorimo, pa koga povozimo, je tudi to, toliko je moja potreba se izraziti, ker mi je mogoče toliko manjkala. Ker nam je mogoče toliko manjkala, tako kot si rekel, že v socializaciji ni bilo. Običajno nekolikrat smo slišali od staršev. Ja, ali pa ti je toliko naravno, no, kle se celo dotakneš introvert, ekstrovert, en rab. Samo je bolj naravno to komunicirati, ne vem, recimo jaz pa brat, pa so si za ene stvari ful podobna, ampak jaz bi sebe lahko sigurno bolj opredelil kot ekstroverta, on je pa bolj introvert, čeprav sta zame ti dva pojma, ne vem, mislim, smo vsi vse, pa ben nič, bolj je stvar odločitve, pa poguma, pa počutiti. A čutiš potrebo to komunicirati ali ne? Ali je sicer ekstrovertiranost in introvertiranost? Imaš ti introvertirane ljudi, ki so lahko super govorci pred ogromno publiko, pa je lahko ekstrovertiran človek, ki bo stopil pred publiko, bo zmrznil. Jaz sem enega kolega, ki je ekstremno ekstrovertiran, ki sem mu pa rekel, ti bi prišel v podcast. Takoj. Takoj. Pa čim se dotaknemo kakšne teme, tako prvo začutiš ga, kako on naredi zid, sicer te posluša, ampak čutiš, da ne sliš. In pol je še tako malo pride judgy feeling v kontrastran, ko krčaš vse, jaz to že vse, a ne ta, ne vem, nek občutek, da si že vse vem. Ne rabiš mi razlagati ali pa. Je meni že samo umevno. Je ta radovednost, a veš, in pogum mi prihajata potem na misel. Radovednost, kaj se tebi v tem trenutku dogaja, in ta pogum, da jaz se izrazim, si ti malo odplavo, zdaj se mi zdi, da me ne slišiš. Tako občutek, da me ne slišiš, pa si želim, da imamo res nek pristen stik, da se slišiš. Kaj se ti dogaja? To je res poguma, ni? Da nekoga direktno vprašaš. Seveda je. Jaz sem začel na gradbiščih, ne vem, tako. Začel sem prakticirati budi človek. Kako si, in pa imamo, ne vem, so ti žarjevisti, ne. To je ful odgovorno delo, ne. On tam pele, ne vem, 2 tone čez gradbišče, sedi gor, ne vem, na 40-50 metrih, ko piha to tista kabina takole zgleda, dol gledaš skozi prepad, cel dan si sam gor in pa imaš te walkie-talkije in recimo klele v Ljubljani je, ne vem, za enega žarjevista 6 walkie-talkijev in to 6 ljudi, vsi naenkrat od njega hočejo določene stvari, ne? In sem jaz začel zjutraj, ko smo bili, ne vem, ponovadi smo zmeraj med prvimi na gradbišču, sem rekel, daj, zaželimo dobro jutro, kako si, danes bo fajn dan, razložimo naš plan, zahvali se mu, reč hvala, te osnove, ne samo rabim zdajle, meni je vseeno, a ne to, budi človek. No. In je fora, da ko začneš ljudi, ali pa ko sem začel vodje gradbišča, ker to je spet tako, ne, to je lahko tvoj nemesis, a ne, da pet strani me pustna vera, ne. Lahko je pa to tvoj in tako, no, imamo eno vodjo gradbišč, ko smo tako ratali prijatelji na nek način. Začeli se pa ti, kako pa si danes? V pičko mater, vse mi gre na kurac, nekaj se gre, a ne, pa še tak, mislim, res je posrečen ta človek. Ampak kakšen srce ima ta človek? Koliko je on dober? Če mu pustiš, če greš čez ta njegov filter, kako on komunicira in gor in dol, in da si vzameš čas za njega kot za človeka, ne kot za enega gradbinca tam, ki pač dela nekaj in da, a ne, to budi človek, no. In ti povem, da, no, tu prej smo se na začetku povedali, da meni se vsaka zgodba zdi posebna, da ja, mogoče z nekdo bolj atraktivno nekaj povedati, nekdo pa malo manj, ne, ampak v resnici pa, veš, meni so tudi za ta podcast, veš,
Ja, ne, se ljudi v resnici ne zanimajo, ljudje pa njihove zgodbe. Ne. Ja, v bistvu mi je to vseeno. Mene zanimajo te zgodbe in zato delam ta podcast, da dajem ta prostor ljudem, ki je to načeloma nenaravno. A ne? Zdaj, če imam jaz sklele neke influencerje, pa neke, je to čist nekaj, kar se je samo to pozicioniral. A ne? Ta gradbeniški sektor se mi zdi, da je tako za človeštvo, za državo, to je ena od ključnih panog. In ljudje, ki so v tej panogi, si zaslišijo, več bi rabili tudi mi med sabo tega. Budi človek, pa glej na tega sočloveka, spoštuj ga, ceni njegovo delo, ne da hodiš po tem, kar je naredil, daj priznaj svojo napako, ne se skrivati. A veš, sam ne vem, koliko se ti spomniš krize 2008, ker toliko ljudi brez denarja ostane, ker je nekdo hotel se ukoristiti na lasten račun. Šlo je takrat enih gradbenih podjetij, pa enih družin, ki ti moraš vedeti, dobro, imamo mi par velikih gradbincev, ampak na koncu, ko gledaš te mraveljce na gradbiščih, šlo je to od teh 90, 121 tisoč SP-jevcev imamo. No, škoda, ker nisem šel pogledat, kakšen delež tega jih je pa v gradbeništvu od teh 121 tisoč. Zato, ker se izvedbenih del na terenu vsa večja podjetja izogibajo, ker je odgovornost, lahko gre na robe, Vse prodajo že montažo, ampak zelo malo ljudi ima svoje monterje zaposlene. Pa je podizvajalec na podizvajalca, od podizvajalca za podizvajalca. No, zato sem ful vesel, da si danes blakle, pa mi, da bi to... Z veseljem. Ja, pa meni je bliz tema in je meni to pa... Hvala ti za povabilo, z veseljem. Pa sigurno bova še ponovila, pa bo mogoče malo bolj osredotočena na kakšne stvari. Se mi pa zdi zelo pomemben ta budi človek komunicirati. Se absolutno strinjam. Odprto in mogoče ljudem pokazati, kaj pomeni poslušati. Pa kakšno vajo izvesti. In ta skupna vizija, mogoče samo to se mi bi še dodala. Se vsi skupaj mogoče s timom pa vprašati. Ja, veš, ko se vsem skozi smadi. Ampak to je potem... Ker ni tega, ne? Ti rabiš nek fokus, zato da postaviš skupno vizijo, pa rabiš ljudi v neki stanji pripravljenosti o tem razmišljati. Po drugi strani pa ne moreš do tega priti glih zato, ker tega nimaš. In je lup. In je že znotraj svoje firme to zahtevan delati. Pa šele, kad ti prideš v Ljubljana železnici, 150 različnih izvajalcev. In edin pravil, da težko ušti vizijo z vsemi postavljami. Ja, to seveda. Vsem je vizija, oziroma glavna vizija, ki se komunicira, je, da je narejen na rok. Ampak to ni vizija, to je pritisk. Pa se pa še to lahko uporablja na različne načine. Ker je tudi proklet pomemben, če bi te vsi možni frajeri po pisarnah več iskali budi človek, ne? In to je tudi osebnostna rast. Osebnostna rast je nekaj, In zdaj eni smo mogoče bolj že nagnjeni v to smer, eni pač malo manj. In nažalost je potem še malo bolj na nas odgovornost, da upravljamo tudi s takimi odzivi, si rekel, tako kot s to gospodno gradbišče. Veš, kaj žalostno je pa to, ko zdaj gledaš, ko so zdaj to pa Pakistanci, pa Indijci, pa Nepalci, pa veš, klele pridemo pa že zelo na mejo tega, kva je humano, kva ni humano. Kaj je primerno, kaj ni primerno za sočloveka, in v gradbeništvu se te stvari lahko zelo hitro skrijejo. S tem ena mraveljca, v kakšnih pogojih si, na kakšen način si, se imamo zakonodaje velik sam, fora je, kad tep zakonodaja, pa cena, ko so jo tep pripravljeni iz 15 štuka dol plačati, pa včasih to sploh ni računica. A pa ne vem, imamo mišično-kostno obolenja. Kaj se pravi? Test je narejen za dvigovanje do 25 kg. Pri nas se začnejo takrat, ko so težka dvigovanja od 25 kg naprej. In zdaj bi mogel jaz po vsej logiki kompenzacijo za moj telesen napor dvigovati finančno, ker
kaj ima večjo ceno kot moje zdravje, a je moje zdravje več vredno kot moje znanje, v trenutni družbi je moje zdravje cenejše. Ja. Mal še da izgorelost, si me zdaj spomnil, ko smo prej razglabljala. Ja. Moje zdravje ima, zdravje ljudi na gradbiščih ima zelo majhno vrednost. Ja. Ker je znanje toliko cenjeno. Ja. In nasploh to nepoznavanje tudi potreb zaposlenih, bi rekla, tudi dostkrat vodi v to, da so ljudje na napačnih mestih pa izgorevajo. To še nisva prej, mogoče, da smo lahko vse čas recimo v enem nadstropju, ki ni naše in izgorevamo, ker nimamo dovolj ali pa v zasebnem življenju, ali nam to ne daje nekega zadovoljstva, nekega smisla. Sprav, to je tudi en velik razlog lahko. In dostkrat so odnosi res tudi tisto, da niso ljudje slišali to pri izgorelosti. Ampak kar se tiče pa tega zdravja, bi pa rekla, ni še tudi zavedanje, kako tudi psihološke potrebe, pa neki psihološki stresori tudi vplivajo na to. Mi zdi, da je premalo tega še vedno. Neč, za danes sem ti ukradil več kot dovolj časa. Še enkrat ti ful ti hvala, da si bila tukaj obema. Z veseljem. Hvala tudi Lili. Pa sigurno tole še ponovimo. Če pa se kdorkoli najde, ki ima kakršne koli težave v tej smeri, jaz bom tudi spodaj v opis bom dal tvoje kontakte. Super. Da ljudje ne zaradi kocine po koncu ne zaradi stvari, ki na koncu v resnici niso pomembne, ne iskati rešitev takih, ki to v resnici niso. Pogum seč, tudi po pomoč. Nas je na srečo več. Ja, hvala Bogu. Ljudi, ki so pripravljeni poslušati. Ja, tako da za danes ti hvala. Najlepša hvala. Hvala ti, želim še lep dan naprej. Hvala ti. Hvala.